Voznik in kolesar se morata zavedati, da cesta ni od nikogar, a hkrati od vseh. Le ob spoštovanju in skrbnosti drug do drugega bo še na tako ozki cesti dovolj prostora za vse. Da je mobilnost na pedalih tesno povezana z mobilnostjo za volanom, so pred novo kolesarsko sezono pokazali AMZS, Peugeot in Pogi tim kolesarskega društva Rog. Začel je z mlinčki pa z žagami, potem pa leta 1882 začel s kolesom, tako imenovani Le Grand B. Tisto kolo, ki ga vsi poznamo starih filmov, veliko sprednjo kolo, majhno zadnjo kolo. Nepraktično, čeprav pravi poznavalci pravijo, da zelo praktično. Skratka, ta mobilnost oziroma ta želja po mobilnosti je v bistvu Peugeot pripeljala do tega, da je že konec 19. stoletja resnično se posvetil mobilnosti in praktično, bom rekel, resnično izdeloval kolesa takšna in drugačna. In tako da ta zgodovina sega preko 140 let, bom rekel, če govorimo o internacionalnem nivoju, se pravi o sami znamki Peugeot. Ker se najlepše kolesarske ture le redko začnejo pred domačim pragom, se ljubitelji kolesarjenja pogosto znajdejo najprej pred izzivom, kako z avtom varno, priročno in udobno prevažati kolesa. Za varen, učinkovit in uporabniško prijazen oziroma praktičen transport koles je zelo pomembna ustrezna oprema. Zato, da moje vozilo lahko ustreza meni oziroma mojim potrebam, predvsem poudarjamo uporabo originalne dodatne opreme. Zavedati se namreč moramo, da ni vsaka dodatna oprema enaka. Originalna dodatna oprema namreč komunicira z vozilom in dejansko prilagodi vse, če smo prej rekli, asistenčne in varnostne sisteme dejansko te uporabi. Se pravi, ko mi recimo na zadnji del vozila priklopimo vlečno kljuko, na njo namestimo nosilec za kolesa, v bistvu vozilo z originalnim delom zazna, kaj je priklopljeno v vozilo, prilagodi v konkretnem primeru, recimo izklopi kamero za vzvratno vožnjo in bom rekel, potem toliko bolj treba se zanesti na recimo spuščanje ogledal pri vzvratni vožnji, bom rekel, tudi senzorji delujejo drugače, tudi naletni sistemi delujejo drugače. Skratka, zelo poudarjamo, bom rekel, to dodatno, originalno dodatno opremo, ki še dodatno poskrbi, da ne samo mi kot potniki ali šoferji vozila, ampak da tudi vsa tista oprema za prostočasno ali za neko drugo dejavnost, ki potrebujemo, prispe varno na sam cilj in tako ne ogroža niti nas, niti drugih udeležencev v prometu. Kolesarji in vozniki si ceste delijo že od samega začetka. Kolesarjenje kot šport pa je na rekreativni in vrhunski profesionalni ravni logistično še vedno močno prepleten z avtomobili. Sploh cestni kolesarji so tudi edini športniki, ki naporne treninge za svoja tekmovanja opravljajo v odprtem prometu. Ker varna mobilnost še kako sovpada s kolesarjenjem in ker si kolesarji v primeru Peugeota ne delijo le ceste, ampak tudi tehnološke korenine in tradicijo, je jasno, zakaj smo na kolesarskem dnevu AMZS v Centru varne vožnje gostili tudi mlade kolesarje moštva Pogi tim. Moram pa reči, da bom rekel še bolj ponosni kot na to, smo pa na lokalno sodelovanje, saj v Sloveniji z društvom KD Rog sodelujemo že praktično 20 let in resnično skrbimo, bom rekel, za njihovo varno udejstvovanje na tekmovanjih, na treningih, spremljajo naša vozila, tudi Tadej Pogačar je večkrat rekel, kolikrat se je varno počutil v naših vozilih, ko so šli na razna tekmovanja. Moram pa poudariti, da v lanskem letu so to sodelovanje še razširili s tako imenovanim Pogi timom, se pravi pod mladkom Tadeja Pogačarja, kjer se kalijo bodoči, bom rekel, vrhunski športniki, svetovno priznani športniki in poskušamo tudi njim pomagati z to mobilnostjo na eni strani za njihove treninge in tekmovanja in pa po drugi strani tudi s tem, da smo omogočili oziroma bomo v letošnjem letu podelili pravo kolesarsko štipendijo najboljšemu tekmovalcu v razvrstitvi po kategorijah, tako kot jih pač določa sama ekipa KD Roga. Sodoben avtomobil predstavlja pomembno presečno točko med vozniki in kolesarji. Sodobni varnostni sistemi so pomembna pridobitev za varnejšo vožnjo in posledično varnejše kolesarjenje. Kako pri tem pomaga pameten avto? Sodobni asistenčni sistemi, ki so na voljo v vseh vozilih, še posebej, bom rekel, pa za te skrbimo tudi pri Peugeotu, kajti naša vozila so praktično od osnovnega nivoja naprej opremljena številnimi asistenčnimi sistemi, ampak najprej deva na začetku. Asistenčni sistem asistira vozniku. Voznik je tisti, ki upravlja avto, voznik je tisti, ki mora imeti pogled na cesti, roke na volanu, predvsem pa pamet v glavi. Ko govoriva pa o teh sistemih konkretno pri Peugeotu, tukaj morda najbolj za izpostaviti tako imenovani Active Safety Brake, se pravi samodejno zaviranje v primeru kritičnih situacij, potem aktivni tempomat, ki omogoča, da vozilo samo prilagodi razdaljo in pa hitrost do vozila pred nami, tudi do kolesarja lahko, in pa bom rekel v zadnjem času, predvsem pri novi 308 nov sistem, nadzor mrtvega kota pri vzvratni vožnji, se pravi, ko vozilo samo zazna, da na prečni cesti, se pravi, ko mi gremo z vzvratno vožnjo na glavno cesto ali pa bom rekel iz parkirišča, zazna prečni promet in v bistvu samodejno vozilo ustavi in tako poskrbi, da ne zapremo poti kolesarju
ali bom rekel vozilu ali morebitnim drugim udeležencem v prometu. Ovinki, asfaltni vzponi, spusti, mestne ulice in podeželske ceste predstavljajo tisto prometno okolje, kjer je raznolikost prometa največja. AMZS, kolesarsko-avtomobilski dan, je v centru varne vožnje pokazal izzive in rešitve sobivanja med vozniki in kolesarji. Pri Peugeotu izpostavljajo pomen strpne in osredotočene vožnje, tako za volanom, kot tudi na kolesu. Grem si po domače povedano glavo ščistiti na kolo. Glavo ščistiti za fizično dejavnost je nekaj lepega. Enostavno odmisliti svojo okolico, pozabiti na ostale udeležence v prometu je lahko pa morda še bolj nevarno, kot imeti neočiščeno glavo. Tako da resnično bi rekel, prilagoditi potrebam, uporabiti nekaj, bom rekel, kar nas razveseljuje, predvsem pa kar skrbi za našo varnost in resnično, bom rekel, poskrbimo en za drugega na cestah, ker premalo nas je, da bi umirali na cestah.